Jaz bi se najprej zahvalil seveda gospodu župniku, da nas je sprejel tukaj skupaj župnijo, tudi založba Mladika iz Trsta predstavlja to knjigo, somaševalcem, pevcem seveda in skupini Koral seveda in vsem vam prisotnim, med katerimi je veliko sorodnikov naše slavljenke današnje. Pozdravljam seveda sodelujoče tukaj ob mizi. Tukaj na moji desni je zgodovinar dr. Renato Podbersič iz Nove Gorice, ki bo povedal svojega vidika nekaj o knjigi. Monsignor magister Franci Petrič dobro pozna Slovence v Clevelandu, ampak gospa Mira je rekla, lepo bi bilo, če bi on sodeloval ne samo zaradi knjige, ampak da bi nam kaj spodbudnega povedal tudi o Magdaleni Gornič. No. Točno. Ja. Torej, ta knjiga je šla v zbirki Zapisi iz domstva. To je 9. knjiga te zbirke, išla je v Trstu pri založbi Mladika, ki je naša sicer tržaška založba, ampak zelo poudarja povezavo tako imenovanih 3 Slovenij, torej Matica, zamejstvo in zdomstvo. Danes je državni praznik, pravzaprav o ne priključitvi, ampak o združitvi Primorske z ostalim, z glavnino slovenskega naroda. Ne? In to je 9. knjiga. Zbirka je posvečena spominom, razmišljanjem naših ljudi po svetu. Prva knjiga je bila izpod peresa profesorja iz Argentine, sledile so Združene države, Nemčija, Kanada, Avstralija celo in Mira je predstavnica ameriških Slovencev danes tukaj. Ne? In kot je že povedal gospod Franci Mihelič, bratranec naše avtorice, gre za izraz velike ljubezni naše avtorice do domačega kraja. Ona ne samo, da ni nikoli pozabila Slovenije, ampak in jo obiskuje tudi, ampak živi za Slovenijo. Kdor še ni bral knjige, ampak verjetno velika večina je še ni videla, ne? Je tam na prodaj s popustom danes. Ona je doživela recimo demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije tako, da ni mogla spati in je po noči napisala nekaj misli in jih potem izlila na papir in objavila. In tudi ta naslov knjige je ravno povezan s to njeno ljubeznijo do domovine. Pozdravljena zemlja, to je rdeča nit, ki se vleče skozi vso knjigo, bo potem sama verjetno povedala, to je neka kantata, ki je spoznala kot mlada punca, malo po preselitvi v Ameriko, ko je nastopila v zboru Korotanu, kajti ona je dolga desetletja pela v Korotanu, in potem se ta pesem obnavlja, pa ob raznih obiskih Slovenije in ob raznih seveda komemoracijah padlih in pobitih, kajti ene izmed njenih vodilnih misli je tudi želja po spravi, po napredku celotne slovenske domovine. Mira je rojena leta 1939 tukaj v Sodržici, rojena Adamič, žal je bila 2-krat vdova in to v knjigi zelo občutljivo in lepo opisuje to navezanost na obe družini. Del njene ameriške družine je tukaj prisoten, poleg seveda sestričan in bratrancov, ki jih ima zelo rada. Ne? Leta 1955 je z materjo in 2 sestrama ter bratcem odpotovala in vso pot od Sodržice do Genove Jokala odpotovala proti Združenim državam, da bi se družina povezala spet z očetom po 10 letih. Ne? In to je ena izmed značilnosti knjige, kajti malo imamo pričevanj o tistih družinah, ki so doživele, kar so doživele med vojno, razne tragedije, ampak so tudi izgubile očeta v smislu, da je mož ali oče odšel v emigracijo, družina pa je ostala tukaj. Vemo, ogromno ljudi je izgubilo dokončno očeta, ampak te družine so imele očeta ali moža v zdomstvu in so hrepenele po ponovni združitvi. Ne?
ki potem se je izkazalo, da ni bila niti tako enostavna, ne, po 10 letih. Ampak tega trpljenja teh družin, ki so stale brez domačega, hišnega, družinskega poglavarja in v mnogih primerih so bile seveda šikanirane ali zapostavljene in tako dalje. In potem uživljanje v novi svet, ki je bilo težavno zaradi jezika, zaradi razmer, zaradi psiholoških razlik, ki so nastale v 10 letih tudi v družinskem krogu, ko so se bili skoraj tujci takrat, ne? Torej, takih pričevanj je malo in v tem je ta knjiga zelo dragocena. Vendar to ni edina vsebina knjige. Knjiga zelo veliko prostora posveča prav Sodražici, Jelovcu in okoliškim krajem, suhorobarstvu, na katerega je zelo ponosna in ki ga v družini poznajo. Ne? Potem je ta ameriški del, ne? Šolanje v tujem jeziku, ustvaritev nove družine, življenje v skupnost v Clevelandu, kjer še vedno močna slovenska skupnost živi, čeprav jezik usiha, ampak recimo 2 župniji slovenski držita po konci tam našo skupnost, pa številna društva, ustanove in tako dalje. Povsod, kjer je to življenje, zlasti v župniji Marije v Nebovzete in na slovenski pristavi, ki je tudi tako zbirališče Slovencev vseh starosti, tam je Mira prisotna in še danes dejavna. Ne? Tako da imamo ta začetni družinski del v Sodražici, potem selitev v Ameriko, družina in potem tudi potovanja, družine svojih otrok opisuje. Tako da je knjiga zelo razgibana, zelo čustvena, bi rekel, in zelo lepo berljiva. Jaz bi zdaj predal besedo dr. Renatu Podbersiču. On je več kot kdo tukaj v tej lepi prenovljeni cerkvi bil gost, zelo gostoljubne Mirine družine v Clevelandu. Ona je gostila različne predstavnike Slovenskega centra za narodno spravo, pri katerem je dr. Podbersič zaposlen. On veliko piše tudi prav o vojnih letih, tudi o prvi vojni in tako dalje in zelo ceni tudi to izkušnjo, ki smo jo skupaj pravzaprav imeli v Clevelandu, ravno pri Miri in njeni družini. Prosim, Renato. Hvala, Ivo, za besedo. Dobro večer, rojaki in rojakinje, kjerkoli že ste, dragi domačinki in domačini iz Sodražice. Veselje mi je, da predstavimo danes to knjigo. Mi smo majhen narod, nismo nikoli osvajali ozemelj z orožjem, ampak naša bit je naša knjiga, naša beseda, tiskana beseda. Zato se moramo veseliti in spoštovana Mira, vsaka knjiga, ki izide, je praznik. Tudi ta knjiga, ki danes stopa pred bralce, sveža knjiga, ki jo je izdala Tržaška založba, je praznik za naš narod. Hvala, ker ste k temu pripomogli. Bi pa za uvod dovolite še to povedal. Na moji levi je gospod Ivo Jevnikar, ki je urednik te zbirke, tega ni povedal. On je poskrbel, da je ta knjiga, pa še nekaj knjig, ki se ne povedujejo, pa poleg teh je še 8 išlo, je zgledalo luč sveta, prišlo pred bralce prav po njegovi zaslugi. On je zasnoval zbirko, jo ureja in tudi sploh duša posvetnega življenja, pa tudi cerkvenega na Tržaškem. Mogoče bi za uvod povedali še to, da je v tej zbirki išla tudi knjiga spominov Mirinega moža, pokojnega Pavla Borštnika. Zakaj to posebej omenjam? Ker, ko sem prvič slišal to ime kot zgodovinar Pavel Borštnik, on je bil namreč slovenski četnik. In o slovenskem četništvu, o slovenski nacionalni ilegali malo vemo. Sva se lih z Ivotom na poti iz Primorske proti Sodražici pogovarjali, da nimamo še ene monografije znanstvene o slovenskih četnikih. In knjiga Pavla Borštnika je delček odstiranja pozabljene preteklosti. In ko se je pokazala priložnost jeseni 2016,
da smo Miro obiskali v eni manjši zasedbi, 4 fantje, možje, in bili prijazni gostje v prijazni hiši, pri prijazni družini na Borovničevem hribu, Blueberry Hill, tam na vzhodnem predmestju Clevelanda. Tam je človek dejansko spoznal, kaj je slovenstvo, kaj je vse slovenstvo, kaj je domača gostoljubnost, kaj je odprtost, predvsem pa razdajanje za narod. Res je, Mira nam je odlično kuhala, skrbela za nas, predvsem pa cenim njeno pripoved, ki se odraža tudi v tej knjigi. Ohranila je izredno lepo tekočo slovenščino, ne samo govorjeno, tudi pisano. To se vidi v tej knjigi. Plus tega je bila naša navezovalka stikov z ljudmi, ki so živeli v Clevelandu ali pa v širši okolici. Tam smo bili koliko 9-10 dni. V tem času smo posneli 18-19 pričevanj, ki se še danes vrtijo na Radio Ognišče, prav po zaslugi Mire Kosen. Ona je res nam odpirala vrata, zato sem ji hvaležen. Mira je že večkrat gostila sodelavce in sodelavke Študijskega centra za narodno spravo, kjer sem zaposlen. Mislim, da prve kolegice so leta 2010. Niso mogli prehvaliti vaše odprtosti, vaše pripravljenosti pomagati. Torej, ni šlo samo za rojakinjo, ki bi znala dobro skuhati in postreči. Šlo je za osebo, gre za osebo, ki se zaveda pomena naše kulturne dediščine. In naša kulturna dediščina je tudi tista, ki jo ustvarjate vi, drage rojakinje in rojaki, ki živite kjerkoli po svetu. Rečejo nam, da smo majhen narod, da nas je 2 milijona. V resnici nas je 2 milijona pa pol, ker približno pol milijona ljudi živi izza meja Republike Slovenije. In ni zastonj beseda, da je Cleveland ameriška Ljubljana. Po vaši zaslugi smo to spoznali in takrat je vas je Ivo že nekako spodbudil, da bi napisali spomine. Potem so izštajali kot podlistek v tržaškem mesečniku Mladika. Lepo so bili sprejeti pri bralcih in danes se veselimo, da lahko predstavljamo to knjigo. O knjigi sami je že Ivo nekaj povedal, vsega vam pa ne moramo povedati, ker drugače knjige ne boste kupili. Tako da vas res iskreno vabim, da te spomine, ki niso pomembni samo za zgodovinarje, tudi ne samo za domačine iz Sodražice in okolice, ampak za vse ljudi dobre volje. Sploh pa ljudi, ki čutijo slovenstvo, ki čutimo slovenstvo v svoji biti. Torej smo ponosni za to, da smo Slovenci in da imamo take rojakinje, ki nas s tem razveseljujejo. Zaenkrat to, hvala lepa. Spoštovani vsi zbrani, dovolite mi, da samo par besed z moje strani. Vesela sem, da sem tukaj danes, malo več vloga, no, ampak predvsem pa sem bila povabljena s strani Mire, moje dobre prijateljice iz otroštva in vseh teh let, kar se poznamo, praktično že celo življenje. In tako sem tudi spoznala vas, ker takrat, ko se je Mira odločila, smo šli v ZDA, smo šli v Cleveland, smo bili prisotni na njeni poroki, tudi sem bila ena od družic, tako da sem imela to čas živeti vse to. In res sem takrat doživela tak lep sprejem z vaše strani in z vse vaših sorodnikov, tako Mirinih kot Markovih. In takrat pač sem spoznala to vašo toploto, skromnost, prijaznost,
Tako da hvala vam. Zdaj pa samo eno darilo z moje strani, tako da popestrimo malce. Najlepša hvala Petri Stopar. Zdaj pa ima besedo monsignor Franci Petrovič. Prosim. Hvala lepa za besedo, gospod Ivo, in tudi za povabilo. Res po zaslugi gospe Mire. Ko mi je gospod Ivo poslal tole vabilo, saj sva tako v prijateljskih stikih, vsako leto se spomni name s kakšno pošto ali tudi kaj, sem rekel, pa kaj če mi jaz govoriti zdaj ob tej knjigi. No, izkazalo se je, da ne bom govoril o Magdaleni Gornik, to bo treba v nedeljo, to že zdaj povem, pridite v nedeljo poslušati o Magdaleni Gornik, čeprav mi je gospa Mira poslala tudi eno lepo pričevanje, ki ga bom prebral ravno v nedeljo. In zato že zdaj vabim vse res, da pridete, da slišite, kaj mi je ona poslala iz Clevelanda. Sicer pa naj rečem najprej, čestitam vam, Sodražani. Res velja tisto, kar tudi gospa Mira citira, povedal je pa meni, ko sem ga intervjuval, gospod škof Stanko Lenič, ko je dejal, kako je prišel v Sodražco, pa je dejal, zelo hitro sem se ob ostarelem župniku Majdiču užival v te naravno zdrave in brihtne ljudi. Slište, kakšna pohvala. Naravno zdrave in brihtne ljudi. Upam, da tudi zdaj to drži. Gospa Mira dokazuje. In ko boste prebirali tole knjigo, boste ugotovili še marsikaj drugega. Veste, sem bral knjigo Sodraških 800, tamle je Ludvik, ki ima zaslugo za to, in sem bil neverjetno ponosen, sem rekel, no, vsem Sodražanom in Sodražankam dodajamo zdaj še Magdaleno Gornik. Eno svetnico, ki je gotovo svetnica, to vam povem, samo mi moramo to dokazati, pa delati na tem, vi pa tudi, ki se jim morate priporočati. Ampak sem rekel, ti ljudje imajo neverjetno veliko talentov. Se ne vem, če jih zmeram pokažejo. Ampak ob prebiranju tele knjige odkrijem eno lepo stvar. In bom povedal anekdoto. Ko je papež prvič, sveti Janez Pavel II. Prvič obiskal Hrvaško,
so njemu na letališču zaigrali Minil je dan trpljenja, Plehmusta, se veste, ne? In jaz, kot ta prav Slovenc, sem se jezil, kaj nam pa ti Hrvatje kradejo našo cerkveno glasbo. Minil je dan trpljenja, to mi pojemo za veliko noč. In ko smo klele birmo pri vas, so to takoj dojeli, gospod Brane je dojel in so med birmo, ko sem omenil avtorja, so tudi potem zapeli pri birmi to pesem. In v knjigi odkrijem, jaz sem sicer vedel eno drugo varianto, v knjigi odkrijem, da je avtor njen stric, Karlo Adamič, ki je bil Regen Skori, bi rekli, ona to ni vedela, da se tako napiše, šef kora v splitski stolnici. Vem. A veste, no, super. Sem bila tam. Ja, se piše to noter. Ja. V glavnem, in iz te knjige sem izvedel, da je ta Karlo Adamič v Splitu živel. Meni so namreč povedali, da je bil v Karlobagu in da je bil kapelnik tam in da je tam to napisal in potem seveda imamo skupno dediščino. Nimamo to samo Slovenci, to glasbo, ampak jo imamo skupaj s Hrvati. In to je tudi dobra stvar. A ne, da je nekaj, kar smo mi dali, enega velikega človeka, in to ga je dal Adamičev rod, Ja. in Sodražani ste dali. Da ne govorim, do sodobne glasbe imate Miheliča, imate Žlindro, bodite ponosni na to, imate odličen pevski zbor, v nedeljo se veselim, kako bo prepeval ta zbor tukajle. A ne? Hvala vam in čestitke. Res čestitke, da boste vztrajali na tem. To tudi zato, ker imate dobrega župnika, ki je že 30 letja klele, ne? A je tako? Že minil, ja. In to je tudi njegova zasluga, ker zna z vami modro delati. Namreč se spominjam, ko sem hodil ob velikih petkih spovedovati k vam v spovednico, tamle, pa se veste, na konc že obredov je že vsega zmanjkalo in sem molčal, sem poslušal, kakšno lepo petje se je razlegalo skora. In pa so imeli po obredih že vajo za veliko noč. In so peli takole aleluja, kot smo jo mi prejle na koncu maše. Čudovito. Torej, bogata glasbena kultura. Ta knjiga postavlja spomenik glasbeni kulturi med Slovenci v Clevelandu. Skozi vsa strani se prepleta namreč sodelovanje gospe Mire v pevskem zboru Korotan. Tudi tole geslo Pozdravljena zemlja in kantata, ki jo je omenjal gospod Ivo prej, to morate prebrati, da boste razumeli. To je tisto, kar je naredilo Slovence tam, veste, za kulturen narod. Ne samo nekaj tam, da imajo veselice, pa morda še kakšno musko zraven. Ne, za kulturen, ker tukaj se je pela in se upam bo še pela visoka glasbena, glasba. In ta zbor Korotan je pravzaprav višek slovenske glasbene ustvarjalnosti v Severni Ameriki. Boste srečali tudi imena, ki so s tem povezana, Metoda Milača, pa še koga. To so vam sicer malo tuja, ampak ti ljudje so zaslužni leta 1945, ko so odšli po vojni, da so zopet oživili slovensko skupnost v Severni Ameriki. Ni jih šlo veliko, večina je šla v Argentino in ti tudi ohranjajo tam svoje. Ampak ti, ki so pa oplemenitili to in Sodražani ste kar zaslužni za marsikaj. Jaz sem poznal mamo Pavlo, poznam sestro Pavli, Džima tamle, pa Timija sem srečal, pa Kristi iz njene družine, ne. Torej, veliko ljudi, včasih se kar sprehajam tam po Clevelandu, po teh dveh župnijah, zato ker sem bil tam, reci in piši, okrog 35krat. Boste rekli, zakaj? Ja, pradeda imam tam pokopanka, moj starata pa moja stara mama sta se pri Mariji v nebo vzeti poročila, pol moje žlahte je bilo v Ameriki in tako se je zgodilo, da sem leta 95, jaz sem 90. leta prvič šel tja na izobraževanje za novinarja, potlej sem se pa ostal za 5 dni pri žlahti in od tistega leta 90 do 2014, do velike noči, sem skoraj enkrat, dvakrat ali pa trikrat letno šel v Cleveland in tako vzpostavil veliko prijateljstev, ki so ostala. In med njimi je tudi prijateljstvo najprej z Marjanom in Miro, potem pa tudi pozneje z Pavletom Borštnikom, ki je bilo pa manj, ker sem že kasneje manj prihajal. Novembra leta 1995 se je skupina 12 duhovnikov odločila, da obiščejo rojake v Clevelandu. In zato ste danes videli gospoda Marjana, pa vidite tamle gospoda Matjaža, un je župnik v Begunjah, ta je župnik v Gorenji vasi, ampak ima kar 4 župnije, tako da naredi 90 kilometrov, da obide vse farane na prvi petek, ne? A veste, in smo rekli, gremo tja. In smo imeli eno miklavževanje, neko petje, vem, da je bilo, Marjan je igral, kaj že nastopal,
Krjavlja, hvala, in nepozabno tam, še zdaj sprašujejo po tem Krjavlju. In tisto naše romanje je pravzaprav pokazalo, kako so naša skupnost v Clevelandu še zelo živa in kako zelo nas spremljajo. Oni živijo s cerkvijo, naj omenim mimo grede, vse skozi so molili za duhovne poklice v cerkvi na Slovenskem in tudi finančno podpirali ljubljansko bogoslovje. Se pravi, je bila neka vest tudi na ta način, ker niso mogli drugače, so na tak način. In torej, iz tega prijateljstva, ker sta bila gospod Marjan pa gospod Matjaž, doktor Matjaž mimogrede, ima tudi zgodovino, moram vam govoriti, ne jaz. V glavnem, ker sta bila njih gosta pri Marjanu in Miri, sta danes tudi zato prišla in sem tega zelo vesel. Torej, o Clevelandu in o Slovencih bi se dalo veliko govoriti. Tukaj boste v delu poglavja res srečali ogromno zadev, ki govorijo o tem, kaj pomeni biti Slovenec v tujem svetu. To ni samoumevno, da ohranjaš jezik. Sej, tisti, ki ste šli kot gastarbajteri v Nemčijo ali pa kam drugam, veste, kako je bilo to, kako so drugi gledali na vas. Amerika je malce drugačna bila v tistem času, so bolj sprejemali tuje ljudi in jih niso gledali kot tujce ali pa zviška, ampak vendarle, treba se je bilo uveljaviti z znanjem. In ko boste videli, kaj je tudi Mira v tem času naredila, ne? Od dijakinje, ne, do študentke, pa potem je šla še medicino, usposabljati se za medicino in še ne vem kaj, vidiš, ne, če hočeš uspeti v okolju, je treba delati, slište tam mladi, je treba učiti se, če ne, ni nič, ne. No in naši rojaki ohranjajo to zaradi zvestobe Bogu, hmašit v nedeljo, to je za njih zakon, nobene lenove. In zaradi povezanosti v kulturnih društvih in slovenskih domovih ter na slovenski pristavi. Gospod Renato je to dobro videl, pa tudi Ivo, ko so bili tam. In gledajte, jaz, ki sem tam obiskoval, ali pa ker imam še vedno vzdržujem stike, moram reči, to so stebri. Ko bo enkrat to padlo, župnije in ta društva, potem seveda se bo vse zvodenelo, kar je zakonitost neke skupnosti v tujem svetu. To je treba razumeti. Tudi razseljujejo se že. Mira pa Marjan sta se izselila, prej sta bila bolj blizu Fare, Marijev Nebozete, pa sta šla pa malo bolj ven. Pa so šli pa otroci v župnijske šole, sta morala pa še v druge župnije hoditi. To si nekako prisiljen, da poj se vključiš v neko drugo skupnost in prekineš lahko stik z to župnijo slovensko, narodno. One dva tega nista naredila, ampak sta ostala zvesta. Veste? In to je tisto, kar je dobro, da veste, ko boste brali tole knjigo. Kaj ne rečem še za konc, da nam predolg. Čist po domače. Ko sem jaz tole knjigo bral prvič, pred 10 dnevi ali pa nekaj taka, sem jo dobil v roke, sem jo na dušek prebral. Pa zagledam noter svoje ime, sem rekel, o Franci, zdaj pa zgodovina, si že star. Evo. Ampak, ko sem jo drugič bral, bolj počast, pa zlagoma, sem pa rekel, a vidiš, kako Bog po krivih črtah ravno piše. To, kar mi zmeram govorimo. Ne vidimo vedno Božjega prsta, ne vidimo ga, ne vemo, kako se bo obrnilo v življenju. Ampak, če ima človek vero, potem se mu ni treba v življenju nič bati. Če ima vero. In zato je tako važno ohraniti vero, ki je Magdalena Gornik rekla, da najhujša nevarnost za človeštvo, posebej za slovenski narod, je izguba vere. Se je župnik na koncu Maše lepo omenil. In veste, pri Miri sem zasledil nekaj. Tole je napisano sine ire, brez jeze, brez zamere, brez nekega grenkobe, pa zelo realno. Govori tudi o porazih v življenju, tudi o porazih pri vzgoji otrok. Saj nismo vsi uspešni in bi se v knjigi samo hvalili z uspehi. Tudi o tem govori, da pri otrocih ti vedno ne uspe tako, kot bi rad. Ampak, če zaupaš v Boga in če imaš dobre ljudi ob sebi, greš naprej. In to je še drugi pregovor, ki mi veliko pomeni in sem ga prebral v eni drugi knjigi, pa bi jo lahko kle napisal. Če človek izgubi denar, izgubi nekaj, ne? Vse veste, če se zaigraš nekje narobe uložiš, pa izgubiš denar. Torej izgubiš nekaj. Če izgubiš zdravje, izgubiš veliko. Če izgubiš upanje, izgubiš vse. Mira upanja ni nikoli izgubila. In to je pomembno. Pod tem vidikom berite to knjigo, pa boste zelo, zelo obogateni. Za konec, ona je zaključila s tem, da je razmišljala o svojem imenu Mira Zvonimira
njeno ime naj zvoni o miru. Ne? Ampak jaz sem pa izbral eno kitico, ki mislim, da je pa Pavle napisal, ki pravi takole, in to je neka popotnica nam vsem. Naj v srcih vselej vam odmeva slovenske pesmi sladki zvok. Naj vse nas spet ob koncu dneva poveže stvarnik v bratski krog. To je Pavle. Hvala lepa. Mira, prisrčno pozdrav tudi v imenu naše vokalne skupine. Lepo pozdravljeno, res. Ti bom zaupal zdaj eno misel, ki jo nosim v sebi. Zapeli bomo pesem o Sodraški dolini. In ko je ta pesem nastajala, sem bil čisto zraven in ti lahko zaupam, da sem v vas v mislih, ko sem zapisal verze, tam je moj dom, tam je moj rod, v srcu nosim ga. In imel sem v mislih rojake v Argentini, v Ameriki, v Kanadi, povsod po svetu, posebej tudi tebe in Žnidarjev rod. Tako da tale pesem, ki jo boš zdaj slišala prvič, je posvečena na nek način posebej tudi tebi. Nastala je ob izidu knjige 800 let Sodražice, doline Sodražice, se pravi, posvečena je ljudem, ki nam s svojim pisanjem utrjujete korenine in kdor ni v korenine, ni odporen. Hvala ti. Hvala te. Najlepša hvala vokalni skupini Koral
organistu in avtorju te skladbe, gospodu Branetu Koširju in violinistki Kseniji Grom. Še prej pa se moram seveda zahvaliti tudi monsignorju Petriču, ki sem ga poznal kot odličnega pisca in urednika, saj smo sodelovali pri družini dolgo, ampak nisem vedel, da je tak ognjevit in navdušujoč govornik, ki je zelo lepo orisal to, kar smo pričakovali, da bo povedal, ampak še veliko boljše, kot smo pričakovali. No, zdaj pa ima besedo avtorica seveda, ne? Mira Adamič, če jo kličemo po prvem priimku, ne? Mogoče bi hotela najprej pozdraviti vso to množico, ki se je danes zbrala zate. V resnici nisem pričakovala, sploh prvič nisem pričakovala, da bom kdaj tle še, drugič pa... Ti držim jaz. Ginila sem. Tako petje. Toliko prijateljev, znancev, ne morem verjeti. Tako je bilo vse lepo, da lepše je že bilo. Ne, zdaj bomo poslušali še nekaj tvojih besed. Ja, torej... Knjiga odraža tvojo veliko navezanost na domači kraj, na domače ljudi, na sorodnike, ne? Ampak mladostna leta so bila tudi grenka, ne? Ne, tudi grenka, ampak smo imeli zavetje in dosti veselja in smo bili zelo povezani cel čas. Ampak to pričakovanje združitve z očetom, bi nekaj o tem povedali, kako so te družine, ki so ostale brez mož, očetov? Oprosti. Nekako se jaz nisem čutila, da imam očeta, ker ga nisem poznala, mislim, kot sem bila premajhen otrok takrat. In enostavno nismo vedeli, kaj pričakovati, ko smo se združili. Tisti je bilo najtežje. Moj oče je bil precej starejši od moje mame, 13 let razlike, in je bil že starejši človek, ko smo se združili, in ni bil navajen živih najstnikov. Zato je bilo večkrat problematično, posebno v začetku. Kaj sem hotela še reči? Punce ste bile gor vzete v ratu. Ja. Ampak tukaj sta bratranec in sestrična, ki sta tesno povezana z nekaterimi pomenljivimi epizodami. Hvala. Dve rojstvi, ki sta vplivali na tvojo mladost. Ja, Franci Mihelič, njegovo rojstvo je vplivalo na mojo mladost. Bila sem v Jelovcu za malo da razveselim Stare starše. Stare starše, točno, starjata, oča. Pravzaprav stara mama je umrla hmal po vojni, tako da nje se tako rekoč ne spominjam, ampak z očetom sva bila pa tako dobro prijatelja, me je klical moja ščeperička. In sploh Jelovec je bil žarišče nas vseh. Skrbeli so za mamo, za nas.
ves čas in do zadnjega in torej, da prekinemo pa povemo o Franciji, ki se je, ko je bila mama proti koncu nosečnosti, me je njegov oče poslal na počitnice k moji mami. In meni se je čudno zdelo, ampak sem rekla, grem. Čeprav sem bila popolnoma odtujena, nisem čutila pripadnosti mami, jaz sem čutila pripadnost jelovški družini. Sem se popolnoma privadila tam. In potem sem pa šla, in je bilo tako lepo pri mami biti, pa pri sestricah in bratcu. Tako da potem, ko je stric France mislil, da bom prišla nazaj, sem se šla skrit. In da boš popazila na tega Francija. Ja. Sem se šla skrit, ampak pol me je pa vest pekla. Sem rekla, zdaj me bodo rabili, pa me bo gotovo mama nazaj poslala. Tako da sem imela dosti skrbi glede tega. Si pa ostala tam in potem ob odhodu pa spet na rojstvo. O ja, Jani. A je Jani tle? Dva rojstva. Ja, prav na dan odhoda našega v Ameriko je bila pa, ja, Ivanova žena noseča, strica Ivana, in je rodila tisto noč, ko smo mi odhajali. Toliko, da smo ga videli, da smo vedeli, da je otrok zdrav in smo se poslovili. In ja, Jani je tle danes, ne? 68 let star, ali koliko? A je 68? Ja. Bo, ja, 19. ima rojstni dan, ja. Dobro, znašli ste se potem v Ameriki in ob težavah z jezikom, šoli in tako dalje, ampak vključitev v slovensko življenje tudi, ne? Korotan je že omenil, Franci prej, in tudi dramska skupina. Ja, pa prosim. Dramska skupina Lilija, tam sem bila dekla zmeraj. Nisi bila krjave. Nobena princesa. Slovensko šolo sem učila, ker tam takrat niso imeli nobene poklicne učiteljice, so nas mlade. To gre za sobotno šolo. Za sobotno šolo, ja. Sobotno slovensko šolo. Poleg tega sem pa mogla iti nazaj v šolo, srednjo šolo sem mogla zagotoviti, ker sta obe sestri že dobili službo in oče delal. Jaz pa 16 let stara, nisem smela, mi niso pustili, da bi službo imela. To je šolski urad. In tako sem začela v drugem semestru drugega leta, tam smo rekli sophomore year. In tisto je bilo zelo težko. Nisem znala čisto nič angleščine in sem pravzaprav v začetku sem prišla potem, ko se je prvi semester že začel in so me dali k Svetemu Vidu v osnovno šolo. In tisto je bilo težko, ker sem bila 16 let stara. In potem, ko se je drugi semester začel, sem pa začela srednjo šolo pri Notre-Damskih nunah
in so bile zelo obzirne do nas. Nas je bilo več imigrantov. To je bilo samo dekliška šola, kar je bilo tudi malo spremembe, ker sem bila navajena mešane. Ne, to je bilo šolanje, ampak recimo ta slovenska društva, Lilija, pa Korot in tako, veliko slovenskih družin je nastalo iz teh krogov, ne? Ogromno, ja. Večina nas se je seznanilo z partnerji, s pevci, pa igre. Naprimer, z Marjanom smo se pri Liliji srečali. Lilija je bila dramatsko društvo in on je bil blagajnik. Ja, samo eno leto je bil starejši, pa so mu zaupali blagajno. In to mi je bilo zelo všeč, pa je bil na dobrem glasu, pa družina na dobrem glasu in se je razvilo. Tako ga je tudi tvoj oče sprejel. O ja, oče, prvo mojo najstarejšo sestro, ni bil vesel njenega zbranega fanta in je kar težko se odločil, da jo je za poroko peljal do oltarja. Za mene je bil pa zelo pozitiven, je rad imel Marjana in ampak tudi Marjan je lepo formalno prosil. Marjan je za mojo roko prosil in je šlo vse zelo pozitivno, cel čas. Evo, zdaj bi bilo dobro, da obrazložimo malo naslov knjige, ne? Pozdravljena zemlja. To je verzi iz te kantate, so kot ena rdeča nit skozi celotno knjigo, ne? Ja. Že pri Korotanu sem začela leta 1958 in pela, dokler se nisva šla v vojsko, ne vojsko, k vojakom. Mož je bil poklicni vojak nekaj let, ne? 3 leta, ja. Ampak glih pred tam smo pa smo prakticirali v začetku kantato, to Pozdravljena zemlja. In besedilo te kantate je mene popolnoma prevzelo, ker je tako rekoč porisalo moje življenje in življenje pred vojsko, med vojsko, potem cel cikl do našega izhoda, pravzaprav do neodvisnosti slovenskega naroda. In ko se je pa to zgodilo, sem pa popolnoma ponorela. To je tisti, ki je omenil, da nisem mogla spati in takrat je nastal članek Vstajenje, sem hotela reči odrešenje. Ampak ta pesem je potem bila nekakšna himna vaše, oziroma je še vedno himna Korotana. Ja, meni je že in jo pojemo samo za te velike obletnice in to je bilo lansko leto in to je bil moj zadnji koncert. In peli ste jo tudi med različnimi gostovanji, pomembno gostovanje je bilo ob obletnici Cankarjevemu domu, pobojev in begunstva, ne? Takrat ste peli in to je tudi zanimivo, takrat je Korotan opravil turnejo, ne, po Sloveniji, pel je v Cankarjevem domu in tako dalje.
In sta Jože Možine, njegov snemalc Jagrič, sta vse to posnela, ne? Ja. Tako da se dobi tudi zgoščenka s celotnim tem programom, z videom, kako ste v Kočevskem Rogu, na Teharjah in tako dalje, in tudi z 2 knjižicama. Ne? Ja. Ena knjižica govori o samem gostovanju, druga pa angleško govorečim, pa tudi potomcem Slovencev, razlaga to slovensko zgodovino, zlasti tragični del zgodovine, ne? Pa tudi to pesem, zbor in tako dalje. Pri nastajanju tega DVD-ja pa je spet se zgodilo nekaj. Ne? Avtor te kantate je bil Pavle Borštnik. Ne? Glasbeni ustvarjalec, torej skladatelj je bil Metod Milač, ki je vodil Korota na začetka. Pavle Borštnik je pomagal pri tej brošuri, ne? Prevajal angleščine in tako dalje. Tako smo se spoznali. Takrat ga je prvič spoznala, čeprav je pela njegovo kantato že leta in leta. Ne? In zgodilo se je, da oba sta bila udovca, sta se ob tem DVD-ju zbližala in je nastal nov zakon. Ne? Ja. Pavle Borštnik je bil zelo ugleden in pač verziran publicist, napisal več knjig, tudi v angleščini, dopisoval je ameriško domovino, slovensko-ameriške čase in tako dalje. In kot rečeno, kot je omenil prej Renato, tista debela knjiga spominov je šla v tej naši zbirki v Trstu. Ko smo jo predstavili in smo se seznanili v Clevelandu, je potem Mira začela sodelovati z našo revijo Mladika. Kaj je zate pisanje? Pisanje je bilo zate izraz ljubezni, ampak tudi nekakšna terapija po teh težkih trenutkih. Ja. Dosti solz sem prelila. Celo kot terapijo so ti svetovali pisanje v Ameriki? Ja. Ko sem žalovala za Marjanom, smo imeli neko skupino za žalovanje, ne? Nekako so tudi v Sloveniji take skupine. Bilo je skupinsko in me ni ugajalo, ker so gotove gospe monopolizirale. In drugič, pol nisem več, samo enkrat sem šla, pol sem pa dobila klic od hospic, zakaj ne, pa sem povedala, da mi to ne gre, da sem bila še bolj razburjena, ko sem domov prišla. In potem so rekli, a bi ti to bilo bolj pogodu, če bi ena svetovalka, profesionalna ženska za to na dom hodila. In tisto se je pa dobro obneslo, ker človek z eno osebo govori. In to je bilo 1 leto, je hodila vsak mesec enkrat. Na koncu je pa rekla, zdaj bomo pa zaključili, kako misliš, da boš, kaj narediš, če si žalostna, če si vesela, ali kar pač, pa sem rekla, ja, za vstajenje sem se usedla in napisala, ker sem bila vesela. Znorela sem. Je pa rekla, ja, Mira, piši. Takrat je ona rekla, piši. No in tudi drugi smo Miro spodbujali, piši, ne samo podpisani, ampak tudi drugi. In z veseljem ugotavljamo, da je iz tega nasveta nastala ta lepa knjiga, za katero ji čestitamo. Jaz mislim, da smo nekako zaokrožili to predstavitev, ampak tukaj vas je veliko,
mogoče bi kdo izmed sorodnikov še kaj povedal, ali kdo izmed prisotnih, ali kakšno vprašanje tudi za Miro. Ja, torej v nedeljo odhaja, zdaj imate priliko, da jo nagovorite, da kaj poveste ali vprašate. Tako si vzamemo še nekaj minut, potem pa se zaključi spet s pevsko točko. Prosim, je kdo? Pozdravljena, Mira. Pozdravljen. Verjetno mene ne poznate. Poznam? Ne. Ne. Ampak jaz sem že spal v vaši hiši v Clevelandu. Tudi ja. Blueberry. Da. Leta 2005, če se spomnite, je lokalna skupina Cantata Domino gostovala pri Kočevskih Nemcih in tudi pri Slovencih. In smo mi dva z Vando in še en drug par prespala pri vas gor. In povem najlepša hvala, seveda in lahko potrdim za vso tisto njihovo gostoljubnost. Lahko pa povem še neko anekdoto iz tega časa. Namreč, ko smo mi krožili tam po Severni Ameriki gor, okrog Velikih jezer, do Chicaga smo šli. Jaz takrat, če nisem dosti kave popil, pa moja žena tudi ne, ampak drug par je bil pa, se veste, so pili kavo, ne? Ampak veste, kakšna je ameriška kava? Čaj. 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 Pa ne ruski. A se pritožuješ nad mojo? Ne. Namreč tist par je bil blazno vesel, da je pri vas lahko dobil bar kafe. Turško. Ime prosim še enkrat. Robert. Koliko si bil pa star? 18 let nazaj. Čak, to meni nič ne pove. Takrat je Štefanič vodil, ne? Ja. Skočil, ja. Dobro, še kdo, prosim? To je pa bližnja žlahta. To sta dve vnukini, ena je že Ljubljanca, druga pa Clevelandca. Torej, še zadnja pesem. To pesem smo pa izbrasti, da bomo lahko vsi pripravili. Mi bomo začeli, potem pa vas ne bomo povabimo, da se boste pripravili. To je tudi praznik naše domovine, da naše predstavitev. Yeah.
da zapisati. Za nas monsignorja, ki nas toliko skrbi. Čist kratko. Še dovolj podpis. Okay. Tako smo končali še ta drugi del predstavitev knjige. Hvala vsem sodelujočim za veliko lepega, kar smo slišali, kar smo doživeli. Sorodniki gospe Mire so pripravili še več dogodb za druženje, ki naj bi še sledilo v župnijskem domu. In ste sedaj še tja lepo povabljeni, da se še malo lahko podružite. Bravo.